Hej, tukaj Sabina oziroma nekateri me poznate kot Mami na vrtu ali pa Mami in the Garden na Instagramu. In zanimalo vas je, kako jaz planiram, kako bom posejala, kaj bom posadila na vrtu. V bistvu je zadeva čisto enostavna. Prva stvar je odvisno, koliko imate časa oziroma koliko imam jaz časa. Na ta način razporejam, kdaj bom kaj delala oziroma kdaj bom lahko, ker jaz se oziram na biodinamični koledar, kar pomeni, da je določen dan za list ali pa del dneva za list, ker so včasih tudi samo kakšne ure namenjene oziroma so bolj primerne za delo z rastlinami, ki imajo list. Določene ure in dnevi so bolj priporočeni, da delamo s korenino, plodom ali pa cvetom. Tudi na ta način v bistvu jaz vse razporejam, kaj bom delala. Še prej seveda imam seznam zelenjave in sadja oziroma s katerimi zelenjadnicami bom sploh delala. Kaj to pomeni? Se pravi, jaz želim imeti na vrtu grah, korenje, solato, paradižnik, papriko, kumare, melone, lubenice, v glavnem ogromno enih stvari, ampak seveda pač ne moreš to vse naenkrat sejati, ker pač ni vedno čas za vse stvari. Prva stvar, ki sem jo sejala, je bila paprika, malo kasneje paradižnik, na vrt sem recimo januarja že grah sadila, pa korenje sejala in na ta način sem v bistvu pač razporedila najprej, kaj želim imeti na vrtu, potem pa pač kdaj se kakšna stvar lahko seje ven na gredo ali pa noter. Recimo jaz sem zdaj v rastlinjaku in jaz le marsikaj lahko vzgojim svoje sadike, lahko pa že sejem na gredo v rastlinjaku, ker se pač tole res fajn segreje. Sploh, ker sonce takole noter posveti in je res orang toplo. Tako da v bistvu je to čisto odvisen zdaj, kaj želiš imeti na vrtu, potem pa druga stvar je biodinamični koledar. Jaz se tega kar dobro držim, zato ker kakšen let, ki se nisem držala, ali pa za kakšne stvari, ki se nisem držala, se je dejansko poznalo. Se pravi, dejansko se je poznalo, da tista rastlina ni toliko delala, kot je kakšno drugo leto. Seveda lahko to pripisujem tudi čemu drugmu, ampak vseeno jaz zelo veliko dam na biodinamični koledar. Da zdajle sem ti ga hotela pa kar pokazati, da sploh veš, kaj to je, kako izgleda. In sicer to je knjižica, jaz sem najraje knjižico, drugače imaš tudi spletno varianto. Ne vem sicer kje, včasih je imela Ajda Vrzdens, pač društvo Ajda, to so biodinamiki, imajo tudi delavnice po vseh koncih Slovenije in predavanja, tako da jaz sem se tega udeležila že 2-3 leta nazaj in res priporočam. Tole je pa priročnik, ki ga izdajo vsak let pri Ajdi, velja za vse, se pravi celotno Slovenijo, ker ja, recimo v Avstraliji se to razlikuje, ker to je odvisno od lune, od pozicije. Tako da če pogledamo recimo zdaj za marec, imaš potem takle koledar, zdaj glih verjetno obratno, tako da je težje brati, ampak imaš datume, potem imaš pa tukaj, se pravi, od katere ure do katere ure je fajn s kakšno stvarjo delati. In tukaj za rdeče recimo plod, z vijoličnim korenina, cvet, list, vse tako naprej. In danes smo kjerga 23. marca in do 9. je bilo priporočljivo delati s cvetom, kar je v bistvu tudi cvetača. Potem kasneje pa z listom. Tako da jaz sem danes v rastlinjaku že posejala solato, še enkrat, ker jo večkrat sejem. Posejala sem tudi baziliko in špinačo. Tako da v bistvu je fajn, da stvari zasejete v kakšne tople grede, mogoče imate doma to možnost, da imate na okenski polici karkoli. Dejansko je super, da zasejete mogoče tudi balkonski vrt in se lahko ozirate na tale koledar biodinamični, lahko pa pač delate po svoje. V bistvu se vsak let nekaj novega naučimo in mogoče boste pa en let ugotovili, mogoče je pa tole res fajn. Tako da ja, to je v bistvu, kako si jaz organiziram vrtnarjenje, ker pač meni to zelo veliko pomeni, olajša mi, ker sem potem tudi malo organizirana. Se pravi, jutri je plod, kaj bi lahko zdaj sejala, ker recimo vsega tudi ne moramo, ker je prehiter. Ker če recimo zdajle že vzgojimo kakšne buče, ki bojo že, pač če bi jih recimo že januarja, februarja sejala, bi bile toliko hiter, velike, da jih ven itak ne smem dati pred 15. majem, tako da pač nima smisla toliko hiter prehitevati, no. Ja, to je to. Tako da, če te karkoli zanima, sem vesela vprašanj, komentarjev, če imaš tudi ti kakšno tako stvar, ki bi jo rada delila oziroma delu, napiš spodaj, pa se gledamo naslednjič. Če imate pa kakršnokoli željo še za druge videe o vrtnarjenju ali pa za življenje z manj odpadki ali pa karkoli v bistvu, mi pa napiš, pa bom posnela še na to odgovor. Uživi, čim več bo to zun, pa se gledamo naslednjič. Čau!